prosim tudi vas, da predstavite vsaj nekateri vaše delo na področju družbenih inovacij, kako vi pripomorete k spreminjanju sveta in pa potem bomo v sklopu delavnice skupaj pomagali oblikovati kompetenčni center za družbene inovacije v Sloveniji. Povabim kar gospod Nino Kofuzo, da predstavi projekt. Hvala. Snemamo, tudi da za to je bolj lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moja prezentacija je v angleščini, zato ker je projekt mednaroden, ampak tudi jaz kaj gre. Skratka, mi smo se tega projektu pridružili še 2 leti nazaj. Povabili so nas italijanski partnerji, s katerimi smo že prej sodelovali v projektu ASIS, s tem se tudi začeli, pač v Mordu center se je pojavil in da je bil center tudi dokončan. Uspešno seveda. In so tudi zelo dobri dokumenti prišli ven iz tistega projekta, tako da jaz predlagam, da se tudi tisto preberete, ker so zelo vredni branja in zelo poučni. Zdaj projekt CIP spada v posamezne skupine z vidika njihovih področij in na tretji strani vzpostavijo te skupnosti, ki naprej potem pač na eni strani širijo logiko Evropskega socialnega sklada, socialne vključenosti in pa povezujejo te različne segmente med sabo. Zdaj, namen projekta. Italijani so se odločili, da bodo socialne inovacije osvetlili z vidika javnega sektorja, kot inovacije v gonilo javnega sektorja, socialnih inovacij v javnem sektorju. Slovenija ima spet svoj pristop in mi razvijamo, potem bo Tadej predstavil projekt, razvijamo v bistvu digitalni socialni laboratorij, Digital Social Lab, laboratorij za socialne inovacije. Grki gredo v ponovno povezovanje in redefinicijo tudi institucionalnega dela socialnih inovacij in pa Romunija je usmerjena predvsem na izgradnjo skupnosti. Kaj mi počnemo? Mi poudarjamo pomen socialnih inovacij v javnem sektorju in pa v industriji in pa komplementarnosti strokovnih znanj, dognanj in tako naprej v celotni populaciji socialnih inovatorjev. Zdaj, 2 osnovna cilja, se pravi širitev skupnih ciljev na področju socialnih inovacij
in pa povezati politike v skupnostih socialnih inovatorjev. Ta povezovanje skupnosti, čemu bomo danes tudi veliko pozornosti posvetili in tukaj bomo tudi od vas pričakovali feedback za to, da se te skupnosti dejansko začnejo izgrajevati. Potem specifični cilji so opolnomočenje ustvarjalcev politik, javnih uslužbencev, in to smo osnovna Boruška, se ukvarjala s tem na ministrstvu, kar smo mi v bistvu naredili. Smo že v letu 2018 začeli to uvajati v podjemno pilotne projekte. In se je očitno zelo dobro obdržati, zato ker tudi podjetja sama zaznavajo, kaj so to socialne inovacije, ko gre na poročanje o doseganju ciljev trajnosti. Tukaj imamo komponente in znanje, in varnost, in novi poklici, in ustvarjanje alternativnih naprednih delovnih mest skozi rešitve in človeka v fokusu tehnologije. Zdaj, kaj so najbolj pomembne aktivnosti, kot lahko vidite, mi aktivno sodelujemo v opredelitvi ciljev, potem advocacy as the digital lab, kako da jih začnemo vzgajati ljudi, da začnemo vzgajati v bistvu od začetka, od tega, kako lahko se pridružijo k ustvarjanju socialnih inovacij, do tega, kako jih lahko uporabljajo. Potem integracija izkušenj in pa ugotovitev v policije, v politike, v strategije, v strateška izhodišča in tako naprej, in pa horizontalna integracija. Mi smo že v istem obdobju, v tem večletnem finančnem okviru 2014 do 2020, vključili doseganje družbenih učinkov v merila v operativnem programu. Jaz upam, da bojo ostala tudi v 2021 do 2027,
ker se je izkazalo za zelo pomembno. Ne. Vsaj policy makerji, tisti, ki ustvarjajo politike, ki morajo slediti merilom v operativnem programu, se v bistvu morajo temu posvetiti. Ne. In če že nekje to uveljavljamo, potem lahko uveljavljamo to praktično pri vseh razpisih. Dobro, zdaj naredili smo tudi country report, to vam bomo tudi v neki priliki pokazali. Kar se je izkazalo, ne, da večina držav, s katerimi smo se primerjali, imajo to financirano iz Evropskega socialnega sklada. Mi imamo malo drugače, ne. Mi imamo regionalni sklad ESRR, ker je v bistvu s prehodom socialne ekonomije pod Ministrstvo za gospodarstvo smo v bistvu bolj ta podjetniški moment začeli razvijati, manj ta socialni oziroma manj v tisti smeri, da mora biti socialna podjetja odvisna od javnih institucij, a ne. Tako da tukaj je razlika, mogoče ne bi šla zdaj podrobno, moram pa še nekaj povedati, da imamo v tem trenutku, danes je bilo na odboru za gospodarstvo potrjen, smo naredili smernice za inovativno javno naročanje. Ne. Mi smo že leta 2014 ali pa 2015, ko je bil ZJN v usklajevanju, dali v zakon o javnem naročanju, da se morajo prednostno obravnavati socialna podjetja oziroma podjetja s socialno vsebino. Ne. In tukaj tudi pridejo socialne inovacije. Zdaj smo šli pa še en korak naprej in v bistvu delamo smernice, po katerih lahko javne institucije v sklopu svojih javnih naročil angažirajo inovativna start-up podjetja, vključno s socialnimi inovatorji, da sodelujejo pri oblikovanju storitev za javno upravo. Ne. In tukaj jaz vidim, da je zelo velika priložnost, jaz upam, da bomo na naslednjem workshopu lahko že bolj podrobno predstavili, ampak je pa na mestu, da se zavedamo, da vse javne investicije, ki grejo skozi javna naročila do podjetij, imajo zdaj možnost in v četrtek bo to verjetno potrjen tudi na vladi, da jih javni naročniki prednostno obravnavajo. Tako da jaz vas pozivam, da zagrabite to priložnost, ker tukaj smo res eni od prvih v Evropi, ki to uvajamo in v bistvu si bomo tudi prizadevali, da ta napredek tukaj tudi dosežemo. Hvala lepa za enkrat. Hvala. Zdaj bomo nadaljevali z kratko predstavitvijo vsebin, ki smo jih tekom projekta že pripravili, se pravi nekaj izobraževanj, ki potekajo v bistvu na mednarodni ravni, pa potem orodja, ki se pripravljajo ravno tako na mednarodni ravni, so pa odprtega tipa in se jih lahko uporablja, in pa kam gremo v prihodnje oziroma kje bomo ta uradni del projekta zaključili, kje pa potem pride potem seveda na vrsto tudi vaša vloga pri grajenju ekosistema. Torej, kljub temu, da je Nena rekla, da ne maramo definicij, lahko tule vidimo in tudi na naši spletni strani imamo v knjižnici znanja kar en lep seznam teh vseh definicij, ne, ki obstajajo tako v Evropi, kot razni avtorji jih uporabljajo, in potem v bistvu tudi skoraj vsak projekt si določi neko svojo definicijo. Ne. Tudi mi v prejšnjem projektu ASIS smo si čisto svojo definicijo ustvarili, ravno tako pa tudi naš zakon. Ne. Seveda ta nek osnovni pomen družbenih inovacij ostaja, ne. Se pravi, vsi iščemo rešitve na neke družbene izzive in težave in verjamemo, da trenutno sistem, ki obstaja, teh rešitev še ne pozna oziroma še ne, torej še nimamo odgovorov na te izzive. Tako da na spletni strani projekta SID imamo cel spisek teh definicij. Ravno tako je Nena omenila torej dobre prakse,
Tudi to že smo zbrali na spletni strani projekta. Nekaj je tudi držav, ki smo iz Grčije, Romunije, Italije in Slovenije, dobre prakse, tudi že obstoječe, torej Social Innovation laboratorije. Vas vabim na spletno stran, glede na to, da zdaj ne pridem gor, da si jih tudi pogledate. Smo mi edini, ki to počnemo, da se vidi v nadaljevanju predstavitvi projekta Social Bee, so celo s podatkom, ki so na voljo strani ministrstva pripravili zemljevid socialnih podjetij, tako interaktivni zemljevid in pa tudi pred kratkim oziroma ravno zaključena dva projekta na vzhodu in zahodu, se pravi iSponsor in Social Bee, so tudi pripravili kataloge socialnih podjetij. Torej, kot sem že prej omenila, imamo neko knjižnico znanja, kjer govorimo tako o raznih definicijah družbenih inovacij, imamo en cel toolbox, torej orodij, primeri dobrih praks in pa vse, kar delamo v sklopu projekta, razne dokumente, ki jih pripravljamo in bodo predstavljeni na ravni držav in ravni kultur. Torej, če malo poglobimo v tale toolbox, tudi jaz kaj bomo razkrije zdaj že spletne strani. Ker smo jih pripravili, kjer pripravili 30 orodij, ki jih lahko v bistvu uporabljate že sedaj. In to je zelo lepo porazporejene po 4 področji, se pravi družbeni inovacije, marketing, kako se ustvarja, torej od raziskovanja, razvoja, implementacije, potem tudi zelo pomembni del merjenja. Torej, po vsakem področju imamo 8 do 10 takih orodij, kateri so tudi bolje brezplačni nos in seveda imamo primer, kako se uporablja, kje smo našli primere, kako se ga uporablja in potem sami torej to lahko uporablja ali na takšnih dejavnostih ali sami v svojem procesu oblikovanja inovacij. Zdaj, ker smo tu bolj na policy, imamo policy context, orodje, kaj se uporablja, kako se uporablja in to v bistvu potem za vse seveda z nekaj teh orodij izhaja tudi čisto iz profesionalnega startup okolja. Potem v nadaljevanju, kje se še ukvarjamo? Torej, glede na to, da se ukvarjamo kompetenčni center, seveda pripravljamo že od septembra delavnice oziroma seminarje, spletne seminarje. Trajali bodo oziroma izvajali se bodo vse do konca projekta, sicer se zaključuje projekt maja prihodnje leto. 3 seminarje smo že dali skozi, kar nekaj nas še čaka. So pa malo različne teme, torej tako socialno podjetništvo, kot policy making, kot impact measurements, finance,
in tako naprej. Torej, vsi ti webinarji so brezplačni, javno dostopni in vas tako vabimo, da se jih tudi udeležite. Večinoma predavajo profesorji iz dveh italijanskih univerz, torej Polito in torej Politehnico di Milano in Turinske univerze. Prej smo že vedeli, zdaj ne bom se šla na link, ampak tudi v prejšnjem projektu ASIS smo pripravili kar lep nabor treningov, še vedno so dostopni na spletni strani projekta, prav tako pa tiste politike oziroma predloge politik, ki smo pripravili v sklopu bele knjige, so na voljo tudi tam zadaj, nekaj je v tiskani obliki, lahko si jih malo pregledate, drugače pa vse tudi seveda online in v elektronski obliki. Ponovno omenjam projekt Social Week, ki je letos izvajal zelo celovita izobraževanja na področju družbenih inovacij in predstavili ga bodo čez nekaj trenutkov. Se mi pa zdi zelo pomembno, da prinos in upam, da bodo tudi v prihodnje del konferenčnice. Torej, kaj bomo zdaj počeli v prihodnem obdobju? Danes smo v Vitanju, vsi nekako že imate tole agendo, torej čaka nas predstavitev ene lepe prakse, torej energetske zadruge, to je tudi naš partner v projektu, Social zadruga, potem bomo pogledali digitalni laboratorij za družbene inovacije, potem bo vključeno projekt Social Week, gospa Anita Hraz bo predstavila Inštitutirdo in dejavnosti, potem smo zelo veseli, da imamo iz Maribora Matejo Krničnik, ki bo stavljali nekaj dobre čas, in pa seveda čakamo po digitalnega kompetenčnega testa, se bo postavil. In zaključujemo vse skupaj v Ljubljani 28. februarja 2023, kjer smo pa veseli, da se nam Društva Vitanjskega predstavila predlog modela za merjenje ključnih učinkov socialne inženirike, to je letošnja in pa seveda zelo pomembna okrogla miza, 8. takrat bomo želeli blueprint kompetenčnega centra in bomo malo bolj podrobno predstavili. Z moje strani zdaj bi prosila pomagala gospoda, pa bo vam prijedo. Hvala.
Ja, jaz sem se trudila, da se pridem, zdaj recimo, ne vem, kva tukaj. Škoda, drugače so drugače fajn zadeva, to se tule vidiš, ne? Ja, ja, živo, drugače pa tule gore. Čakaj, da ti pokažem, ja, pokažem. To je pač na začetku. Ja, sem to se nič ne vidi. Ja, gore, nič odga. Kvaliteta že, ja, drugače, malo je, to se vidiš vse. Delamo fitness, delamo.
zadružnih hranilnic. To so bile v bistvu lepe zgodbe. Namreč to se je dogajalo v obdobju, ko so Slovenci masovno odseljevali, zaradi tega, ker so bile te posojilnice, ki so dale, ko so posojene znatno v ruških interesih. In potem je Janez Francoski Križ vzel ta Raiffeisen model, pa prinesel v Slovenijo ga krasno in Slovenci so tudi strašno projekt. Glede na to, koliko imamo težav danes, ko probamo vsi spraviti skupaj, in je neverjetno, kako je to takrat dejansko koliko je tega dejansko bilo. Kaj se potem kratko zgodilo, po drugi svetovni vojni zadružni model kar trpel, da je takratni režim videl kot konkurenco takrat še nastajajočemu komunizmu, se je potem v času, ko je začela se pripravljati socialistična reforma leta 1974, primerno ostale, je v bistvu zadruge doživele krasen preporod, zato so bili do 80 tudi vsi kooperanti. No in to smo tudi mi potem z naslednjo postala prva zadruga Sončna zadruga. Sončna zaradi tega, ker smo videli dejansko, da je fotovoltaika kot zgodbo, kjer bomo delali vse energetske skupnosti, ampak nas je potem zapeljala dejansko v takrat je bilo tudi časa, da je bilo 2014, ko je država tako radikalno spremenila to schemo za sončne elektrarne, spomnim, da so bile tudi, tako rekel, in je naenkrat država to ukinila. In takrat smo tudi mi se nismo mogli nastajanju, da bi pravi tudi projektov, ko okay. Zdaj smo tako, ki smo tudi spodimo peljali in tako smo začeli udejanjati v našo osnovno idejo. Se pravi, govorili tudi energiji. Ki so še danes, če bomo vse ne poštovali, kaj smo mi zelo na tem delali, da se zelo drajala. Nekako smo štartali sebe, da izkoriščenje energije je izkoriščenje, ne imeli smo pač termo, trajno in tako naprej. In to videli potem zadružni model kot neko orodje, ki lahko še ne nekaj narediti. Zdaj, to so veliko povedal, šli smo na občin, nekako zasnovali to te energetske skupnosti, kjer smo v bistvu probali povedati ljudi, ki se hočejo vplivati na cenovno voden način. Prodali to, takrat po da nas bo kaj več ljudi v tej lokalni energetski zadrugi. Se pravi, to smo potem združili, in tako smo prišli do teh jesenih kolesat, do lesne biomase. To je ena najčistih časov, pa 12, nekaj takega. To je nekako zgodba, kjer smo nasmejali ponavadi župane, posledice ali pa na vseh občinskega sveta. Zdaj je fajn, zdaj so vsi takrat plačevali kurilno olje v osnovnih šolah in tako naprej. Smo rekli, tukaj se vam zahvaljujem, super nam pomeni hvala. Slovenija, ki smo takrat kupovali kurilno olje, danes produkcija, malo pa ima nekaj, ki ne zasluži dovolj, da nekaj radi nekaj tega znanja omogočimo njene. Spravi, to je bila neka iztočnica, s katero smo odvati nagovarjati občinske svetnike, da malo rešite na nekaj takega naredimo in to, moram povedati, mi smo nekako takrat začeli nastopili 50 občin in mislim, da niti pri eni, razen tele v Dobrna občina, kjer smo nesrečno pogoreli na občinskega sveta, pa še to, mislim, da je bil nek podžupan, ponudnik, opremljen nekaj takega, skratka nekaj konkurenco, moja, to sem malo že klevetam. Ampak kakorkoli, hoče samo to povedati, da v vseh občinah smo naredili na pozitiven odziv. To je bila neka zgodba, ki jih je vse potem primamila. Lahko se sami organiziramo, naredimo nekaj in je dejansko je to bila zgodba, ki se je zelo prijela. Ne? Se pravi, mi smo povezali odjemalce, na drugi strani te proizvajalce lesne biomase, vmes smo imeli nek dogovor, da te, ki dobavljajo lesno biomaso v ta sistem, morajo odkupovati hlodovino ali pa les, odpadni les v lokalnem okolju od kogarkoli, ki hoče ta svoj les dati. Ne? In to je dejansko tudi zaživelo krasno. In
Sončna zadruga izpelje investicijo, pridobi nepovratna sredstva, prenovi kotlovnico. Prvi projekti so bili krasni, ker so ponavadi ker so se tudi občine reševale problem ogrevanja. Ne? Naprimer, Cerkvenjak je bila prva taka občina, in so imeli razpadajočo kotlovnico, občina ni imela denarja za prenovo te kotlovnice, investicija bi bila 100 000 evrov in mi smo rekli, gledajte, to pride vse v paketu, mi naredimo super truper kotlovnico in znižamo ceno toplote in lokalnemu dobavitelju lesne biomase zagotovimo nižjo ceno energije. To je zdaj ta model, v bistvu Sončna zadruga je investitor in tudi upravljalec te kotlovnice. Pravna podlaga je bil zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Sončna zadruga je dobila od občine koncesijo, da zagotavlja ogrevanje za 15 let. S to koncesijo smo mi imeli v rokah orodje, s katerim smo lahko zavarovali kredit pri banki, pridobili nepovratna sredstva. Skratka, en tak multiplikativno zgodbo smo v lokalnem okolju zgradili in to je primer tega izračuna, s katerim smo takrat štartali. Ne? Se pravi, to je bil njihov strošek takrat, ne, ko smo rekli, evo, ko se ogrevate na kurilno olje in občina je takrat plačevala, rečemo, ne vem, okrog 110 evrov na megavatno uro za en megavatno ure kvant toplote. Ne? Mi smo pa rekli, mi vam prenovimo kotlovnico, čez 15 let imate novo, mislim novo, 15 let staro, ampak mi zgradimo novo kotlovnico, brez da vi 1 evro plačate in prihranili boste 25%, pri čemer bomo mi vso lesno biomaso kupovali ali pa imeli člana v lokalnem okolju, ki bo to lesno biomaso pač dobavljal v to kotlovnico. In to se je prijel. In to je potem, zdaj samo sama Sončna zadruga je potem se lepo prijela. Ne? Se vidijo zdaj vsi ti projekti, kako so šli tudi investicije. Zdaj Sončna zadruga do zdaj že naredila investicijo za 2 milijona 870, pri čemer morate vedeti, da ko smo mi prvič prišli na banko, ne, so nas gledali debelo, ko smo rekli, aha, hočemo imeti 160 000 evrov kredita, ne? Aha, ok, koliko pa imate osnovnega deleža? Ali koliko imate sredstev, ne? Osnovnih sredstev, ali ne osnovnih sredstev, lastnega kapitala, smo rekli 2000 evrov. In smo tako precej klavrno na par bankah zaključili. Na srečo je takrat v Slovenijo prihajala posojilnica bank, to je bila pa Zveza bank, se mi zdi se takrat imenovala. To je bila pa Zveza zadružnih hranilnic iz Celovca, ki so pa bili v bistvu zadruge, ne? In imeli so strašen interes nekaj narediti tudi v Sloveniji, nekaj projektov dobrih, z njimi smo se potem takoj ujeli, ker so oni pa sofinancirali že v Avstriji točno praktično en tak identičen projekt. Tako da je stekla zgodba in ko smo mi imeli prvi projekt za sabo, sporedno potem z Dol Progaševci se je začel še en bolj ekstremen investicijski projekt, namreč v Loškem potoku smo po istem modelu ustanovili lesno zadrugo Loški potok, tudi socialno podjetje in ista zgodba kot je Sončna zadruga, pri čemer je bila investicija pa 880 000 evrov. In smo prišli takrat smo pa šli na Delavsko hranilnico in rekli, mi bi 800 000 evrov kredita, imamo pa 2000 evrov kapitala osnovnega. In smo dobili kredit. Ne? In tudi zgradili krasen sistem, ki se zdaj tam zelo širi v Loškem potoku. Tam je zdaj tretja gradbeno dovoljenje za 3. vetrnico v Sloveniji. A v Delavski hranilnici? Kot zavarovanje, model, vizijo razvoja občine. Ne, isto kot smo klele imeli smo pogodbo na 15 let o ogrevanju. Ne? Se pravi, oni so vedeli, ok, klele vemo, da bo občina morala vsak mesec plačati toliko pa toliko fiksnega deleža, ne, ker je bilo po pogodbi, 15 let bo plačevala vsak mesec toliko pa toliko in tisti fiksni delež, ki ga občina plačuje za toploto, je bil bistveno večji, kot je bila anuiteta kredita, ki ga nam oni morajo dati. Po drugi strani pa smo za vse te projekte dobivali EU sredstva. Ne? Mi smo šli na banko in smo rekli, mi bomo za to investicijo imeli 50 ali 55, naprimer v Loškem potoku 70% nepovratnih sredstev in ta sklep smo dali na mizo banke. Glejte, preden boste vi 1 evro plačali, imamo mi ta sklep že pridobljen, se pravi sklep, da bomo dobili nepovratna sredstva.
Ja, super. No, glih, uredno. A to hitro govorim, ko sem... Ja. In tudi zdaj ta zadruga postaja tudi kapitalsko zelo močna in tudi investicije, vse, ki jih zdaj izvajamo, so relativno enostavne. Mi zdaj v bistvu na banko, ko pridem, tudi ta kredit dobiti. Zdaj sem zadnji projekt Dolb Hrastavec, je 1 350 000, 1 400 000 z vsemi ostalimi stroški in je v bistvu banka relativno rutinsko potrdila ta kredit, ne? Delavska hranilnica tudi. Zato, ker mi zdaj ustvarjamo v letu 2023 bomo imeli 400 000 evrov prometa in tudi nekaj pač ostane in to po zadružnih pravilih se investira v nove projekte. Tako da to se kar v redu pride. Ok, skratka, druga zgodba, ki je nekako logična klele danes, ko vsi govorijo o fotovoltaiki, seveda smo tudi mi smo imeli zdaj toliko pa toliko občin za sabo in se samo po sebi ponujali, da vgriznemo v te energetske skupnosti vezano na fotovoltaiko. In seveda smo tudi to začeli. Ne? Tako da, klele smo malo, niti nekaj dosti inovirali, tale naš model. Skratka, sončna zadruga si pridobi streho od občine ali pa od nekega drugega javnega subjekta. Klele v ozadju je preprosta služnostna pogodba. Se pravi, občina da služnostno pogodbo, sončna zadruga investira v sončno elektrarno in sončna zadruga potem zaenkrat uporabljamo še uredbo o energetskih skupnostih, ampak zdaj je sprejet tudi zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ker uredba, ki velja do leta zdaj so jo podaljšali do konca 2024, omejuje energetsko skupnost na trafo postajo. Mi bi pa to zdaj radi razširili, šli malo širše in zdaj zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije to omejitev odpravlja in se lahko zdaj v bistvu ta zgodba pelje po celi Sloveniji. Ampak, skratka, ti prvi projekti so stekli še po stari uredbi. Sončna zadruga postavi sončno elektrarno na javno streho, vključi te svoje člane, ki jih pa mi imamo zdaj že kar precej, imamo veliko mrežo teh članov in te člani si lahko potem preprosto se včlanijo in reče, ok, zdaj bom pa malo manj plačeval za električno energijo. To sem že povedal, se pravi, v ozadju je ta uredba o net meteringu. Zdaj zadruga je že ustanovljena, lahko bi, zdaj imamo tudi projekte, naprimer v Hrastniku, ta je medijsko zelo odmeven, ali pa v Kopru, mestna občina Koper, tam imamo zdaj sončno zadrugo Sveti Anton, ali pa v Hrastniku energetska zadruga Zeleni Hrastnik. To so taki malo bolj medijsko odmevni projekti, kjer pa ustanovimo zadrugo. Ne? Tam jo pa pač naredimo, čisto iz nule, vključimo ljudi in zadruga pridobi kredit in potem spelje to investicijo. Aha, pardon, vse klele imam. No, to je ta hrastniški primer. Sicer to ni sončna zadruga je tam samo kot support za samo model. To je ta primer, ne, in klele potem, se pravi, sončna zadruga, energetska zadruga Zeleni Hrastnik izvede investicijo in potem se naredi kalkulacija, kakšen je strošek elektrike iz te elektrarne. Prebivalci, ki so znotraj trafa postaje, in to so tam celo blokovsko naselje, zdaj pa jaz ne vem, kako, nazaj lahko grem. Se pravi, to je zdaj celo območje, kar je zelo zanimivo, to je zdaj celo območje, ki ga pokriva ena trafa postaja. To pomeni, se pravi, mi smo lahko zdaj s to elektrarno delali skupnost na celem tem območju. Klele so tudi občinske zgradbe noter, občina, dvorana in tako naprej. In to je lepota tega projekta, da je v bistvu klele ogromen blokov, tudi socialno šibkih in tako naprej. Klele je potem tudi podjetje Spekter, ki ima celo v lasti ogromen objektov, več stanovanjskih in so to najemniška socialna stanovanja. In zdaj mi lahko pač potem, mi skozi ta projekt znižamo ceno električne energije. Klele zelo pomembno, vedno, kjerkoli pridemo, tudi afiniteta župana do teh projektov. Če tega ni, je v bistvu huda muka, karkoli speljati. In pri vseh teh projektih, kjer smo bili, so klele bili župani veliki podporniki teh zgodb. To je še model te zadruge, se pravi, kako se sfinancira cela zgodba. Klele smo za razliko od tega, kako gre plesni biomasa,
vsak, ki vstopi v to energetsko skupnost, en majhen delež tudi že plača od začetka. To bi potem, ta delež je 150 evrov na kilovat, pravi na velikost elektrarne, kvan elektrarne. Mi točno zračunamo, koliko vsak tak član mora te elektrike vzeti, iz tega se računa kot te elektrarne, koliko je ta osnovni delež, ki ga vplača. Skozi to se potem zniža cena elektrike in oni upravljajo, kar je bistvo. Tukaj gre za energetsko skupnost, ki sami upravljajo s to zgodbo. In to nekako cel čas poudarjamo, da je zadnji bil za tak pristop. Vprašanje? Mi imamo zdaj sicer sklep o nepovratnih sredstvih, imamo finančno institucijo zaprto, imamo elektrosoglasje, imamo zdaj to člansko, zdaj še drugi mark je vstopil zraven, ker smo morali še te kapacitete do konca zapolniti. Bojo pa plačevali to, kar sem pokazal, 100 evrov, se pravi 98 ZDD. Ni 97,6 evrov. Mislim, zdaj, trenutno po kapici, kakor je zdaj, jo država omejila, se pravi, te cene, oni za vsemi davščinami plačujejo nekje do 215 evrov na megavatno uro, je cena, če se računa, da bi prejšnjo ceno iz te položnice. Tukaj je bila cena 97,6 evrov na megavatno uro, zdaj ena z naših staršev, se pravi, vsak od teh članov dobijo 2 položnice. Še vedno bomo morali plačevati priključno moč. To je tistih, zdaj odvisno koliko se tam nekje od 10 do 12, 14, 16 evrov. Ko pa zaločitno veliko letarno, tih 14 evrov na mesec stvar. Ni pa to prodajanje, se pravi, oni so si zgradili elektrarno na osnovni šoli, zdaj oni se elektriko dobiva in oni od te točke naprej samo zadovoljstvo. Po 15 letih se elektrarna poplača, potem bo ono zelo samo še upravljanje, da se nekaj let po liberacije za to elektrarno. Tako da, to je zdaj, tukaj države špičijo še eno zdaj. Tukaj ne vemo, kako moja zavisno, mislim, da par dni nazaj smo se delali in še vedno nimajo dobro pravega odgovora, namreč država je zdaj naložila vsem podjetjem, ki so v državni lasti, da je strane, vse te podjetje morajo, pazite, 25% vse elektrike, ki proizvedejo iz teh elektrarn, ki oni zgradijo, želimo podravske elektrarne, ki zgradijo elektrarne 40 metrov. Zdaj se začeli to, da bo mora 25% elektrike iz te elektrarne namenili lokalni skupnosti. To so tako obnašanje, ki mi pripravljamo, in zdaj Ekosklad je na nas nastrčil na polno, da zdaj pa hoče biti zraven, da teh zgodov v Hrvatski nima še vedno dobro vzemljeno, da minister še točno zve, tudi še direktor z elektoratom, ni vedno točno še govoril, ampak ja, kar se se bil ogromno zakaj, in to je bila nekaj specialna inovacija, zdaj, ki se vidikamo v avtom. Ja, zdaj, trenutno eno od zanimljivih, to so zdaj zadnje, ki imajo kar nekaj znak. In tisto moramo nekaj to. Naprimer, zdaj smo naredili zadoščen potreben na eno zgodbo, ki imamo elektrarno, novo elektrarno, pomočno, tam se tukaj nimamo, zgodbo je nekaj, to je ena mala občina, abstrakcija naredilna občina, ki je žal, širička ljudina, ne govorim, dveh mandatnih je obrojeno, seveda. Mi bomo zdaj tam naredili steklenjake, take male steklenjake, ne naredim vaške,
količine bomo 85% povratnih sredstev, tako da kar želiš pahale zelo večini steklenjaki, ki bomo skrbovali z elektriko, tudi ukreva se bojo pozimi, tako namreč z elektriko iz fotovoltaike, tam pristali in mladi fotovoltaike. In prišli smo pa na idejo zaradi tega, ker imajo zelo močno to iniciativo na številnih občini, kjer ena stara oni imajo hrambo semen, oni skrivajo semena, lastna semena imajo banko svojih semen. In potem sadijo in vrtnarijo. In to, mislim, kaj se mi zdi tako, glih smo dobili potrjeno, preko Lasega bomo sofinancirali. Mi smo sicer štartali z tega, da si sofinanciramo sončno elektrarno, ta zadruga, ampak zraven stranski produkt je bil ta medgeneracijski projekt sodelovanja, ne Fuluškan projektič. Skratka, ja, to so neke zgodbe, ki potem, ko imaš eno tako zgodbo, ki ti teče, lahko potem res inoviraš, ker imaš, prvič nimaš problema sofinancirati takih stvari, naprimer lesna zadruga Loški potok, ni problem v tem trenutku sfinancirati iz lastnih likvidnih sredstev 100 000 evrov. To je ful. Tako, če gledamo nekih socialnih podjetij. Ne? Se pravi, projekte, kjer ona lahko vstopi za 100 000 evri, dobi, ne vem, 200 000 evrov ali pa 100 000 evrov še zraven nepovratnih sredstev, to so že zelo lepi projekti. Hvala. Me veseli. Super, zelo zanimiv primer, hvala. Tadej bi te prosila, da nadaljuješ s predstavitvijo Digital SI Lab. Po katerih smo dobili tiste inpute, kaj že obstaja, kaj bi se lahko delilo, v kateri smeri bi lahko ta platforma delovala. In zdaj smo, kot vidite, v neki dejansko aktivnosti 2, se pravi aktivnost 1, to je ta faza sooblikovanja, ker dost vidim tukaj
takrat prisotnih je ponovno z nami, je deležnikov sodelovalo pri aktivnosti 1, v aktivnosti 2 to platformo dejansko smo pripeljali do tega, da jo že testiramo, da jo imamo v nekem testnem okolju in da jo bomo danes v zadnjem delu tudi malo pogledali in zopet en odziv z vaše strani probali dobiti, da preden jo damo live, to bo v sredini decembra, da bi bila kar se da takšna, da bi tudi strani vseh vas, vseh bodočih deležnikov bila uporabljena. In seveda, da jo pravočasno predstavimo, da vidite, na kak način že zdaj tisti partnerji in tisti, ki so se vključili v ta nastajajoč ekosistem, že uporabljajo in seveda, da vsem vam omogočimo, da se vključite, da jo souporabljate, da nekatere orodja začnete uporabljati. Verjamemo pa, da imate tudi sami poleg baze znanja tudi veliko potencialno rešitev, ki bi jih lahko v ta digitalni laboratorij dodali. Z aktivnostjo 3, ki bo potem od prihodnjega leta, pa potem do zaključka projekta, želimo dati v uporabo, se pravi, da pridejo uporabniki tudi širše samega partnerstva in seveda, ko se bo projekt zaključil, jo ne bomo ugasnili, mi jo želimo potem seveda nadaljevati z njo, jo peljati naprej in tako kot se tudi kaže, kolikor Evropska komisija napoveduje, da ko bo v letu 2024 podprla sistemsko vzpostavljanje nacionalnih kompetenčnih centrov za družbene inovacije, želimo, da bi do takrat že kar veliko upravila na svoji poti in da bi ta ekosistem takrat bil iz tega pilotnega že bistveno močnejši. Tu so približno časovnice samega vzpostavljanja platforme, tukaj so tudi tisti glavni partnerji, ki smo preko projekta, pa potem širše preko tudi delavnic se vključili in če na koncu še v nekih rezultatih povem, da seveda na koncu bo to ena delujoča platforma, pri kateri smo poleg teh klasičnih, bom rekel, orodij, ki jih omogoča spletna stran, se pravi, da se lahko različni deležniki predstavljajo, da lahko različni deležniki souporabljajo, da smo šli tudi pogledati, kaj bi lahko v sodelovanju z podjetji iz Slovenije, pa tudi širše naredili, da bi to vključili kot orodja, se pravi, da smo, in to bomo danes pogledali, 2 taka orodja, ki jih pripravljamo, da jih bo lahko uporabniki preko vstopa na platformo potem uporabljali. To je Idea Factory Management Toolkit, pri katerega se omogoča na področju inoviranja družbenih inovacij zelo na široko vključevati posameznike, organizacije in vključene, da iniciirajo idejo o družbeni inovaciji, da na njej potem tudi delajo, sodelujejo, da lahko tudi jo upvotajo, downvotajo in da jo lahko pripeljejo potem do ene faze tudi sprejetja odločitve, ali se ta inovacija naredi ali ne, kar je pa seveda še bolj pomembno od tega, da to omogoča tudi vso analitiko. Se pravi, da ko pride do velikih številk, ko pride do tudi organizacij, ki imajo več 100 ali pa tudi več tisoč članov, da je to možno na nek pregleden način spremljati. Konkretneje o sami te aplikacije potem v zadnjem delu jo bomo pokazali v neki testni fazi, ta drugo orodje bo pa predstavil kolega, dr. Alen Lipuš, ki je tudi tukaj danes z nami iz podjetja Probit, ki je pa razvilo tudi eno platformo, ki pa omogoča digitalizacijo kompetenc. Mi vidimo tu veliko priložnosti, da bi na področju družbenega inoviranja, kjer obstaja veliko znanja, znanje se bo začelo tudi podajati naprej do končnih deležnikov, da bi bilo zelo potencialno dobro, da bi se lahko ta znanja, ki jih prejemajo, digitalizirala, da pridemo do nekega pregleda kakovostnih znanj. Seveda pa ta platforma omogoča tudi še veliko več, omogoča freelancerjem peer-to-peer sodelovanje pri razvoju in realizaciji različnih projektov in tudi to platformo, ki jo
vežemo, oziroma aplikacijo, ki jo vežemo prek te platforme, bomo danes spoznali v neki še testni fazi. Obe dve načrtujemo seveda, da bi jih potem z novim letom imeli skupaj z delujočo platformo že vključene. Gledamo tudi na določene rešitve in določena orodja, ki jih ostali partnerji prav tako razvijajo iz Grčije, iz Italije in iz Romunije. Če bodo kakšne zanimive, jih bomo seveda tudi v skupnosti predstavili, jih bomo vključevali, predvsem pa odpiramo prostor za različne obstoječe, morebiti ali pa bodoče digitalna orodja, ki jih boste razvijali vsi vi ali jih že imate, da jih seveda vključimo in da nudimo neko podporo pri tisti čist prvem spoznavanju, kako se uporablja in širjenju same uporabe. To bi bilo z moje strani, če je v tej fazi kako vprašanje, odgovorim na njega, sicer pa v zaključni delavnici, ko bomo čisto konkretno šli, pa bomo tudi platformo sprobali. V osnovi stakeholderji so dejansko deležniki, kot tudi v samem celovitem, celotnem projektu, prvo predstavniki države, ministrstva, z samim ciljem tudi samega projekta, ki je, da se v osnovi ponudi podpora odločevalcem ali pa izvajalcem porabe evropskih sredstev, da je kompetenčni center in ena močna osnova, kako sploh usmerjati evropska sredstva in na ta način zagotavljati, da bodo ti projekti nudili družbene učinke. Se pravi, to je prvi, bom rekel, zelo pomemben cilj uporabnikov. Potem so vsa klasična podjetja. Vemo, da je ogromno potencijala po družbenem inoviranju v uspešnih podjetjih, ki se seveda najprej ukvarjajo z tem tehničnim inoviranjem. Poznamo, koliko lahko z temi tehničnimi inovacijami se lahko pozitivnega tudi v družbi posredno vzpostavlja. Seveda mi jih želimo nagovoriti in tudi nuditi podporo, da bi poleg tega se vključevali in seveda vedno bolj gledali tudi na ta družbeni učinek. Potem so mali, mikro, srednji podjetniki, socialna podjetja in podporna okolja. Podporna okolja, ki vemo, da v Sloveniji počasi vendarle se vzpostavljajo, podporna okolja tako za socialno podjetništvo, socialno ekonomijo in kot tako tudi seveda za družbene inovacije, ki so neko presečno področje in konec koncev čisto tudi posameznike, prav naprimer z to aplikacijo Ideja Factoryja, naprimer želimo omogočiti čisto, če je posameznik dober družbeni inovator, da lahko to inovacijo deli, da lahko naredi neko kepo okoli svoje ideje in da jo lahko potem razdela do te mere, da jo potem tudi realizira. Seveda še enkrat želimo se vpeti v evropsko in svetovno okolje, kjer smo se tudi ogromno naučili. Ne odkrivamo tople vode, to smo tudi videli, so tudi zunaj Evrope čudoviti kompetenčni centri ali pa centri za družbeno inoviranje in se mi zdi, da je ta odločitev Evropske komisije, da podobno kot je pred leti naredila na področju Digital Innovation hubov, da tudi na področju vzpostavljanja kompetenčnih centrov nacionalnih za družbene inovacije naredi ta korak, ker bi sicer po moji oceni države članice prepočasi korakale v tej smeri. Zdaj dejansko imamo vzpostavljena partnerstva po vseh državah članicah, mislim, da je 6 teh konzorcijev in bomo s našim delom, katerega se seveda vključujete tudi vsi vi posredno preko projekta, pripeljali do tega, da bi potem, ko bodo tista rekel, evropska sredstva zagotovljena, upamo, da bodo tudi države članice sledile podobno kot pri Digital Innovation hubih, da bodo svoj delež sofinancirali, da bomo imeli neke vrste sistemsko podprt ekosistem za družbene inovacije. Toliko, še kako vprašanje? Ni? Hvala za pozornost, vračam. No in zdaj imamo super prehod v eno dobro prakso oziroma nov program izobraževanja Social Bee. Vabim profesorico doktorico Irmo Potočnik-Slavič z Filozofske fakultete in pa kolega Rajka Antleja iz Razvojne agencije Kozjansko.
da nam predstavita ta projekt. Hvala, Tanja. Lepo pozdravljeni v imenu slovenskih partnerjev projekta Social Bee. Kot je že Tanja povedala, z mano je profesor Irma Potočnik-Slavič iz oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Tamle je gospa Barbara Hvalič-Erzetič, profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Jaz prihajam iz Razvojne agencije Kozjansko, moje ime je Rajko. Vidim pa, da je z nami tudi kar nekaj naših študentk iz programa Social Bee, ki smo ga pilotno izvedli letos spomladi. Social Bee je projekt, ki je financiran skozi Erasmus. Bilo nas je 8 partnerjev, poleg naštetih Univerze v Ljubljani in Razvojne agencije Kozjansko, še dva partnerja iz Irske, Italije in Grčije. Iz vsake države je bila ena univerza in ena podporna inštitucija. In zdaj mogoče vprašanje, kaj ima Social Bee z razvojem družbenih inovacij. Mi smo v okviru projekta razvijali program izobraževanja oziroma program usposabljanja na področju socialnega podjetništva. Naše ciljne skupine so bile precej različne, socialna podjetja, študenti, visokošolske in poklicne izobraževalne ustanove in pa podporno okolje za socialna podjetja. Zdaj v celotnem sistemu socialnega podjetništva socialne inovacije igrajo zelo pomembno vlogo, smo jih tudi aktivno vključevali v naš program in tudi en del pilotnega izobraževanja, ki je bil izveden v Sloveniji, je bil prav namenjen socialnim inovacijam. Pa prosim, Irmo, če nadaljuje. Preden pa smo se lotili snovanja, kako naj to izobraževanje in usposabljanje izgleda, smo seveda, tako kot je že gospod Tadej povedal, ugotavljali iz obstoječega, kaj je na voljo, in smo skoraj 100 različnih programov v EU pogledali, kaj na področju socialnega podjetništva in družbenih inovacij nudijo. Ta mapiranje oziroma postavljanje inštitucij na zemljevid je v interaktivni obliki in si ga lahko na spletni strani projekta Social Bee pogledate. Seveda je zastopanost v državah članicah tega projekta Social Bee, Italija, Grčija, Irska in Slovenija nekoliko večja, ampak podrobna analiza je pokazala sledeče, da z področja socialnega podjetništva in družbenih inovacij največ različnih izobraževalnih vsebin in vsebin za usposabljanje nudijo javne univerze, vendar niso edine v tem. Na drugi strani pa se tudi vidi, da države, ki imajo daljšo tradicijo izobraževanja za družbene inovacije in socialno podjetništvo, so na tej maratonski poti pripravljanja vsebin za izobraževanje in usposabljanje vzpostavljale celotne programe. Tiste države, med njimi tudi Slovenija, ki pa tečemo nekoliko počasneje in manj časa, pa imamo večinoma samo posamezne predmete, kratke programe, tako na programu VED kot recimo vseživljenjsko učenje. Ključno spoznanje naše raziskave pa bilo, da ko smo gledali trajnost teh programov in koliko časa so na sceni, pa smo ugotovili, da trenutno obstaja pomemben razvojni naboj in vse to nas je pogubilo k temu, da smo za vsako recimo enoto, ki nudi to vrstno izobraževanje, izdelali interaktivni pregledovalnik, in v Sloveniji je stanje tako, da imamo pravzaprav pokrajino izobraževanja in usposabljanja za družbene inovacije in socialno podjetništvo precej, kako naj rečemo, razdrobljeno. Kažejo se nam neka središča in različni programi in predmeti, ki jih nudimo na to temo.
Vidimo tudi, da so nekatera obstoječa jedra, ki so recimo ekonomska fakulteta, in obstajajo neka manjša jedra, ki se oblikujejo tudi po različnih krajih v Sloveniji. Ampak ključno, kar smo v tej fazi naredili, postavili na zemljevid, je pa to, da smo, nažalost se tukaj slabo vidi, na spletu boste videli mnogo bolje, za vsakega ponudnika natančno pogledali, kaj nudi, ali je ta stvar program ali samo nek predmet, bistveno pa kakšno izobraževanje nudi, je plačljivo, koliko časa traja in tako dalje. To se pravi, za vse tiste, ki bi bili zainteresirani se karkoli izobraževati na tej ravni, lahko dobite informacije pravzaprav z nekaj kliki. Kar je pa ključno, projekt SocialBee se namreč decembra letos zaključi, je pa to, da smo povabili tudi vse tiste, ki želijo biti na tem zemljevidu, da se preko naše spletne aplikacije vključite s svojim opisom in vas bomo potem, ko bomo pregledali vaše vsebine, vključili tudi v ta pregledovalnik. To je prispevek k neki trajnosti našega projekta. Ampak ključno pri vsem tem, ko smo vse to pregledali, več kot 100 obstoječih različnih virov, pa je, da smo razvili izobraževanje in usposabljanje za socialne podjetnike, ki je sestavljeno iz 6 modulov. Vsak modul je sestavljen nadalje iz posameznih učnih enot, ponavadi so 4 učne enote in te učne enote so po evropski lestvici vredne od 1 do 2 kredita. Na ta način smo vzpostavili sistem, ko bi lahko recimo šel nek študij socialnega podjetništva tudi na različne, bom rekla, druge platforme. Zdaj, kaj to pravzaprav pomeni? To pa zdaj pomeni, ko je material bil ustvarjen, da ga je bilo potrebno lansirati med potencialne uporabnike. Na začetku smo povedali, katere ciljne skupine so bile, za katere ciljne skupine smo delali v našem projektu. Tu je primer ene od kreativ, ki smo jo pripravili za socialne podjetnike. Vidite lahko, da je v 4 jezikih, to je bila rdeča nit, ki se je vlekla skozi cel projekt in je precej pomembna tudi naprej. S tem smo nagovarjali pač socialne podjetnike, da se pridružijo našemu izobraževanju in najdejo primerne vsebine notri tudi zase. Zdaj, kje najdejo te vsebine? V spletni učilnici SocialBee, dostopna je preko spletne strani socialbee-erasmus.eu, tam se lahko registrirate in potem dostopate do teh modulov, ki jih je Irma pokazala. Tu je primer enega takega pač dveh screenshotov, ki so jih naši slušatelji obdelali in so šli čez ta program. Tudi vse vsebine v spletni učilnici so prevedene vse 4 jezike, se pravi vse je na voljo v slovenščini, kar se nam zdi zelo pomembno. In ker je na današnjem dogodku predvsem v ospredju tematika družbenih inovacij, smo seveda to s posebnimi vsebinami naslovili. Tukaj je nekako vsebinski in teoretični okvir, kako smo jih dejansko pripravili, in potem smo z našimi slušatelji, kar nekaj jih je danes tukaj, šli čez različne pristope razvoja družbenih inovacij, čez posamezne faze, in s njimi smo tudi delali zelo konkretne stvari. Naši slušatelji in slušateljce so za potrebe Mladinskega centra v Šentjurju izdelali tak primer neke družbene inovacije. Kaj hočemo pravzaprav danes povedati? Da z nekaj kliki po spletu so vam vsebine družbenih inovacij in tudi druge vsebine, ki se po našem mnenju relevantne za rast in razvoj socialnih podjetij, vam dostopne. Gradivo je v slovenskem jeziku, kar je pomembno z vidika razvijanja strokovne terminologije v našem jeziku. Na voljo vam je varovano učno okolje, kjer se lahko z lastnim tempom prebijate čez material. Na voljo so vam PowerPointi, ki vam lahko pomagajo, da ta material uporabljate tudi v svojih okoljih, naj bodo to manjše, večje enote.
Na voljo so vam tudi vse vsebine, kjer se lahko povežete z socialnimi podjetji v svojem okolju in tudi širše in upravljate tudi praktično usposabljanje. In na voljo vam je množica zelo, bom rekla, lahko dostopnega gradiva, pri katerem lahko svoje informacije, znanje, kompetence in veščine z področja družbenih inovacij in socialnega podjetništva povečate. To se pravi, gre za platformo, kjer si lahko zelo sami usmerjate tudi svoje kompetence na tem področju. Rajko? Naše ciljne skupine smo nagovarjali na različne načine, eden od njih je tudi e-novičnik, ki smo ga pošiljali spet v vseh 4 jezikih. Če še niste prijavljeni, vas vabim, da se na spletni strani prijavite nanj. Poslali bomo še zadnjega ob zaključku projekta, ki bo pač ob koncu leta, in boste lahko tudi tam zvedli še ostale stvari. Kajti program se zdaj, projekt se zaključuje s koncem decembra. Rezultati projekta, kar smo pokazali, glavni rezultat je program usposabljanja in izobraževanja Social Bee. Poleg tega bodo na voljo tudi zbirke orodij, prilagojene različnim ciljnim skupinam, ki bodo na voljo tudi ob koncu projekta. Na voljo so poročila iz vseh 4 držav in skupno evropsko poročilo vezano na vsebine, ki smo jih obdelovali, se pravi socialno podjetništvo in predvsem programi izobraževanja in usposabljanja za socialno podjetništvo v našem okolju. Za razliko od drugih projektnih partnerjev, ki so svoje slušatelje iz 4 vrst izobraževali samo nadaljavo, smo se pa mi odločili, da bomo kombinirali oboje, izobraževanje nadaljavo in enotedensko intenzivno usposabljanje za socialno podjetništvo. In potem, ko so naši slušatelji ustrezno absolvirali znanja, smo jih seveda tudi ovrednotili, so tisti, ki so prvi prejemniki certifikatov na tem področju. Namreč naš vodilni partner, to je Technical University of Shannon na Zahodnem Irskem, je ta program tudi ustrezno akreditirala in tako imajo naši slušatelji pravzaprav pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6 in tako dalje prve ta znanja vključena v to potrdilo. In bi zdaj kar prosila Vesno Kotnik, ki je tukaj in je bila ena izmed naših slušateljic, da se nam pridruži. Mi bomo z veseljem ta certifikat podelili. Ključno pa je, da Vesna v parih povedih, kot ena izmed predstavnica 4 ciljnih skupin, pove, kakšne so bile vaše izkušnje s tem izobraževanjem in usposabljanjem. Izvolite. Hvala. Jaz sem bila del tega izobraževanja še kot študentka v juniju. Kot so predstavili, smo prejeli v bistvu en kup enega znanja, tako teoretičnega kot tudi praktičnega. Mislim pa, da nam je bil ravno vsem najbolj konkreten, najbolj, ne bom rekla vsem, meni osebno, za druge ne morem govoriti, ta končni terenski teden, mi temu rečemo, na geografiji, kjer smo se v bistvu v praksi pogovarjali z ljudmi različnih vetrov, vsi udeleženci, vsi ustvarjalci tega programa, raziskovalci. Imeli smo priložnost ustvarjati svoje ideje, jih spiliti, jih predstaviti v nekem konkretnem okolju. Če ne druga, smo dobili vsaj občutek, kako to poteka. In zelo prijetno je bilo biti v nekem takem zagnanem okolju s podobno mislečimi ljudmi. Ti da malo nekega zagona za naprej. Hvala lepa, Vesna, in res čestitam za to. Izvolite.
V teh ciljnih skupinah pa so bili tudi ljudje, ki imajo že nekaj več kilometrine na tem področju in si želijo tudi ustanoviti socialno podjetje ali pa biti podporno okolje, kot je bilo danes že nekajkrat omenjeno, za socialno podjetje. In lepo prosim tudi našo slušateljico Aleksandro Krumpak, da se nam pridruži. Torej, to izobraževanje je potekalo vsega skupaj 3 mesece in le najbolj krepki so preživeli, namreč je bilo precej naporno, ampak kaj več vam bo Aleksandra sama povedala. Ja, lep pozdrav. Ja, jaz sem zelo zadovoljna in srečna, da sem prišla v to ekipo. Najprej se moram zahvaliti gospe Mariji Zupanec, ki me je sploh povabila v ta projekt. Potem sem pa padla v eno projektno skupino, ki me je izredno navdihnila. Kajti komunikacija, način podajanja, kako so pripravljena bila gradiva, jaz sem pravzaprav dol padla, ne. Pa imam nekaj izkušenj s tega, mislim, s temi rečmi. No, jaz osebno sem delala 10 let v čisto klasičnem podjetniškem podpornem okolju in moram reči, da na moje razočaranje ni bilo posluha za socialno podjetništvo. Ukvarjali smo se tudi z inoviranjem, ampak o socialnem inoviranju niso hoteli nič slišati. Tako da mi je bilo neizmerno zadovoljstvo, da sem prišla v eno okolje, kjer pa se daje zagon, ne, kot si rekla Irma, razvojni zagon za neke spremembe. In tudi moram reči, da sem jaz doživela en preboj, osebni preboj, kajti jaz nisem imela prave predstave, kaj socialno podjetništvo je, niti kaj socialno inoviranje je. Tako da sem neizmerno hvaležna, da je vsaj meni bolj jasno, zakaj se tukaj gre in da tista naša predstava, ne, kot je rekla ta slušateljica iz Kmetijske gozdarske zbornice, da so ljudje prišli in so čakali nekaj tak, kot je socialna pomoč, ne, tak bojo zdaj nekaj skozi socialno podjetništvo dobili, ne. Sploh ni prave predstave o tem, kaj socialno podjetništvo je in da naslavljamo družbene izzive, da naslavljamo tiste stvari, ki so tako zakoreninjene in način razmišljanja, ne. To je za mene predstavljalo, res vam povem, čisto osebni preboj in sem zelo zadovoljna, da bojo gradiva na voljo in da bom jaz vsem svojim kolegom, ki so zapriseženi klasični podjetniški svetovalci, bom vsem posredovala tale link in jim dala možnost, da si pogledajo nekaj širše. In moram reči, da tudi ta vzdušje v ekipi, ne, je enkratno in mene je zelo potegnilo, ne, ker sem krila dobila. Je pa pomembna ta kontinuiteta, ne, torej, če ni stvar sistemsko rešena, potem tudi ta razvojni naboj se malo pade, ne, ampak jaz vseeno mislim, da je že preboj, da ni samo naboj in da je že preboj in čestitam za to in upam, da bomo še deležni teh koristnih učinkov. Hvala. Aleksandra, če ti smem podeliti. Hvala. Ja, kaj naj na koncu še rečemo? Vabljeni k temu, predvsem pa bi radi opozorili na to, da socialna podjetja z vsemi socialnimi inovacijami so v Sloveniji zelo slabo poznana v lokalnem okolju in tudi širše. Zato je bil prispevek oddelka za geografijo tudi ta, da smo iz ažurirane evidence Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po datumu 8. november izdelali tudi zemljevid, ki prikazuje, je seveda interaktivni, tista socialna podjetja, 269 jih je trenutno, ki imajo ta status, ki so aktivna in tudi tista, ki so izbrisana in si lahko seveda vsa ta podjetja po statističnih regijah, občinah, po področju registracije ogledate in tudi o njih dobite podrobnejše informacije. Tudi ta link je na voljo na spletni strani projekta SocialBee. Zdaj, Rajko, povej, kakšne so nekje naše, kako naj rečemo, vidne sledi? Mi smo zelo veseli, da je po
kupu trdega dela, ki je šlo v projekt, dejansko se vidijo rezultati, nekaj od teh smo že predstavili. Poleg tega je bil Social Bee vključen v poročilo OECD o socialnem podjetništvu v Sloveniji kot primer dobre prakse na tem področju. Bil je predstavljen strani irskih partnerjev na konferenci Changemakers v Bruslju. Grško ministrstvo za delo in socialne zadeve ga bo vključilo na svojo spletno stran kot primer dobre prakse izobraževalnega programa. Seveda pa se tu zadeva ne bo ustavila, mi načrtujemo nove aktivnosti in v Sloveniji in v tujini. Tu je nekaj navedenih idej oziroma ne idej, ampak konkretnih stvari, ki se že dogajajo oziroma pogovori potekajo. Eno je, da bi se te vsebine v nekoliko skrčeni oziroma zgoščeni obliki podajale na poletni šoli. Podajalo se je tudi za podporno okolje, so že bile delavnice in še bodo. Središče za socialno podjetništvo Univerze v Ljubljani je aktivno sodelovalo in v projektu in za naprej. Se načrtujejo nadaljne aktivnosti na podlagi teh vsebin, ki smo jih zdaj razvili, in partnerstev, ki smo jih vzpostavili v okviru projekta. Nas pa seveda zanimajo tudi vaši predlogi, če bi videli kako možnost sodelovanja, smo seveda pripravljeni in odprti za nove izzive. Hvala. Super, najlepša hvala. No, zdaj smo pa prišli do polčasa. Veliko vsebin je bilo predstavljenih, zato predlagam, da si vzamemo pol urce, za kavico, da se malo pogovorimo. Tisti, ki že veste, koga bi nagovorili, kar pogumno. Kosilo bo pa po drugem delu. Torej, v drugem delu imamo še nekaj predstavitev, pa delavnico, tisto, kar diši, pa malo kasneje. Ampak kavica in prigrizki pa so zunaj za nas. Nekje 12:15, oziroma zdaj, če smo malo prej, ob 12 bi nadaljevali. Kar vas vabim v preddverje.